pa jaz sam gledam to, a veš. Na audio in na videu, ta dva pika, a veš. Prej sem se pa zajebal, a veš, ko sem se zajebal. Zato je klep verjeten, ne? Ja, verjeten. Ja, v bistvu se zna biti, da imaš točkoven signal in zvočanje. Mislim, ampak verjeten je res, ne. Klep. Kapoč, dela, ne. Veš ti to. A se to le spomnim. Ja. Škoda, Moravš klub tako dobro vpliva. Ja. Ti si danes prišel do novih poslovnih idej in vsega, razumeš? Drži pesti. Ne, par dni nazaj sem imel možnost videti ta klep in mi je, ko je asociiral. Kje si bil? Ja, v oddaji. V oddaji. Kateri nisem bil jaz del. Okej. Branko, David, dober dan. dober dan. Kva si počel, preden si prišel sem v Moravče? Prvič v svojem življenju. A danes? Ja, danes, ja. Zbudil sem se prvič ful zgodaj. 5:30 sem se zbudil, ampak mi je dež dal tak. Dodaten poriv za nadaljevanje. Se mi dal stati, mislil sem, da bom šel malo potrenirati zjutraj, pa sem v tak muskelfiber šel od torka, ko sem šel malo migati. Da sem, ampak ne v prvotnem planu. Vstal sem, poležal sem pa še kakšno urco, pa sem se pa doma malo stegnil, razmigal, stretching naredil, par vaj. Tako, da sem zbudil telo. Človek, ki da nekaj nagibanja, ne? Do česar bo tekom tega pogovora še prišla. Seveda. No, v glavnem, razmigal. Pa sem imel pa catering, ne? Pa sem imel pa en catering za postaviti v sosednji hiši. Ja, sam dober, ker imam pač blizu, zjutraj sem šel dol, sodelavka je imela bolj kaj ne naštiman, umirjeno, robo prevzeti, postaviti, narediti. Minimalco. Ob 10 je bil pa dec že v Moravčah. Tako je. Nekaj bom prebral, jaz upam, da ti ne bo preveč naroden. Ampak, ker vem, da si skromen dečko, a veš, pa to, ne, pa je par takih, pač, a veš, pohvalnih mogoče misli na tvoj račun, ker sem videl, da sem kaj na 2 let, dobre 2 let nazaj sem napisal en članek o tebi, pa o tem, kar počneš, pa o tem, kar si počel, pa to. In v bistvu sem od tam, vzel tole, pazi. Fant iz Šenčurja, ki je otroštvo preživel v gozdu in na travnikih, ter že takrat ta svet raziskoval s svojo edinstveno vnemo in radostjo. To bo držalo, ne? Lepo je. Okay. Poosebljena nuklearka, zagnanosti, pozitivizma, dobrodušnosti in zdrave radovednosti. To se kar dobro sliši, ne? Nekaj mi je rado, ne veš, pa se spomnim, kaj bereš, ampak, ne? 2 let ima Tonca. Ja, Tonca. Dogodkom, ki imajo potencial, da razširijo njegov spekter, se pravi, tvoj spekter dojemanja tega sveta, ne želi zamujati in jim ne obrača hrbta. In ti si se že, ne vem, zelo zgodaj, dajva s tem mogoče začeti, srečal s hojo po žerjavci, pa z dihalnimi vajami, pa rejki. Koliko si bil to star? To si bil osnovna šola? Dejansko moram preveriti, ne vem, ne spomnim, 12-13 let po mojem. Osnovna šola, ja. Ja, osnovna šola. Ja. To si bil malo tako edinstven, ne? Malo si bil čudak. Ja. To je zmer je bilo tisto, kako pravijo, when shit hits the fence, ne pa zmer prijatelji. Daj, aktivn tvoj Rajko naredil, ak vam imaš čukaj pomagali. Ja, Rajko, ja. Hudo. Ko te je pripeljal do tega? To je ta tvoj radovedni, zdrava radovednost. Itak, seveda bi rad kaj probal, pa nekako, za vse. Veš, da je še kaj v življenju, ne sam tisti vsak dan, ki kroži, pa ki gre naprej. Pač probaš, vitek, da si, kot mulj si, meni se zdi, da zdrav otrok mora biti radoveden in si želi raziskovati v življenju, pa kaj videti. Je pa seveda tudi veliko odvisno od okolja, v katerem živiš, pa tudi starši, hvala Bogu, kam te vpeljajo, smerijo, kaj ti dajo, pa hkrati nek ta simbioza svojega, pa tistega, kar ti je dano z okolja, po mojem. Ja, hvala Bogu, je pa vedno je neka stvar, ki te pripelje, kako narediti ta preskok oziroma nekaj novega sprobati. Pa je pa sam ti se pripravljen skočiti malo na glavo, pa videti, okusiti še nepoznano ali pač raje reči, to ni zame. Ja. Sprav že od nekdaj raziskovalc. Kar od majhnega. Čeprav zmer sem imel še nekoga, ki je bil radoveden, da smo tako skupaj. Ali z bratrancem, ali s prijatelji, ali z bratom, ali z komorkoli, vedno nekako
sem rad videl, da imam še koga zraven, da nisi čisto samostojni, samotarski. Se pravi, so se po gozdih podili v družbi. Ja. Pa izvajali taborniške trike. V mladosti, ne vem, so to največ z bratrancem delali. Skozi. No, se ta bratranc, mislim, da prija še v igro pol, ne, z trgovino. Ali je bil to brat? Ne, to je bil brat. To je bil brat. brat. Se oproščam. No, vse dokaj še prideva. Občutke o tem svetu si bogatiš tudi z glasbo. Ja. Se pravi, veliko v naravi, veliko povezan s športom, a ne? Plus glasba. Tako je. To je že vse v osnovni šoli se začelo dogajati. Ja, glasba. Kako sem zadnjič gledal? 91. mislim, da sem se v glasbeno šolo opisal. Ono glasbeno pripravnico, ki si 5 let sem bil star takrat. Pol je pa kljunasta flauta, pa kitara, pa malo pauze, pa je to kala, pa skozi to kala v orkester. Orkester mi pa po mojem tisti najglobi temelj dal. Ok, to je pa zdaj res muska. To pa zdaj, ker ne vem, zakaj se mi je zdel prej si špilal, si vadil, si nekako samostojno vse delal, kle si bil pa del neke skupine, del nečesa več, ki se mi zdi, da je pa tak. Ja, samo tole do tega je prišlo postopoma, ne? Ja, korak za korak. Korak za korakom, ne. Vzporedno s tem, zdaj, da se še vedno malo dotikava športa, si treniral karate. Ja. A ne? Ja. Tudi nekaj let osnovne šole, preden si začel trenirati fuzbal. Tako je. Totalen ekstrem. Pa prav tako je bilo, karate mi je bil tisti, po mojem, dušni šport. V smislu, borilna veščina mi je od nekdaj bila ful pomembna, pa ne vem, neko visoko spoštovanje imam do tega športa, no. Športa, veščine, velika športa. Veščine, ja. Pol je bilo pa v bistvu, da sem iz karateja šel na kung fu, ki smo ga imeli dejansko tudi v vasi, v Šenčurju, in je bilo noro mi, res dober. Se je pa takrat nekako zalomil, pač situacija je tako prinesla, da je trener zaključil, mogel iti in pač tega ni bilo, mogel bi hoditi ali v Škofjo Loko ali v Ljubljano, te opcije pa nisem imel. Pa sem pa kar naenkrat ostal na cesti. Žogo. Ja, no, so pa vsi prijatelji, pa daj priti na fuzbal, sošolci smo bili pa pač prijatelji, dobri, z večino smo še danes. Ni da nisi rekel ne. Ja, meni je bilo tako, ok, če bomo skupaj se družili, pa dajmo, ne, in je pa to 12 let trajalo. Ja. Do tvojega 20 leta, ne? Ja, praktično v bistvu na faksu se je začel zalamljati, ker nisem mogel več urnika kombinirati s treningi pa z vsem, ker takrat bili v člansko ekipo šli, oziroma je bil res pač prehod. Pa takrat sem videl, da mi ne pomeni fuzbal to, kakor so mi prijatelji. Pa nismo nobenih poškodb? Ne. Smo imeli to srečo? Od nogometa pa res ne, ja. Ja, sprot, zvini, udarci, to, ampak nič, kar se ne bi sanirali. Ne. Nič, ja. Dobro, veš, mogoče en del usojenosti je bil tudi postati, ne, nogometna zvezda. Ampak... no verjamem. Ne, ker se tako zanimivo mi je bilo, s kakšno lahkoto sem rekel, ok, pač ne bom več. Nič navezanosti. Navezan na družino, na prijatelje, ne pa na šport. Ja. Še danes ne gledam nogometnih tekem na televiziji. Pač zguba časa se ne gledam. Jaz tudi ne. Mislim, nogometnih. Sploh športa ne gledam. Ja, ne vem. Ja, ne, greš delati šport, kakor pa gledam. Ampak, dobro, pa si nehal s fuzbalom, pa si pa spet šaltil na borilne veščine. Boks. Ja, boks je bila vmesna točka, ki je spet zmanjkal tega, kar sem hodil. V Ljubljano sem hodil na Kempo Arnis federacijo, s Borut Kinceljem, tam me je treniral Matej Mauser, ki ima še danes v Kranju borilne veščine, vrhunsko, kako navdušil, kako skup potegnil, kako dejansko se je videl, da človek hoče delati na kvaliteti, ne na kvantiteti, in to so bili treningi, ki so, ne vem, meni so res sedeli. Pač pihal sem na dušo, jaz sem tako nasmejan, zadovoljen, vesel, pobuškan, ampak vesel, prav otrok se je izbudil, res užival. Pol je pa spet to pač zašlo v vejek, meni so bile toliko všeč, pa smo malo menali, pa iskali, pa kanale, pa vse skupaj, en trener se je odselil. Jaz pa vidim, da sem zelo tako, če je ta prava ekipa, ta prav človek z lahkoto, če je to samo zato, da bom treniral za voljo treninga, pa ostalo ne štima, to pa pač ne moram ustrajati. Pristaš timskega dela, ne? Tudi, ne samo na področju športa, nasplošno. Nasploh, ja. Ja. In pol je bilo malo manj športa, pa več muske. Ali kako? Ja, pol je bilo pa v bistvu,
mislim, to se je bolj s trgovino začelo zalamljati, v bistvu, ker je toliko časa mi trgovina terjala, da sem, Ampak dokaj še prideva? vem, Ti mi povej, kako si prišel na idejo za pihalen orkester? Ker ni bilo nič podobnega, ali kako je bilo s tem? mislim, S tem, Kirby's Band. No, da mi to malo Kirby's razloži. Bandom. Ja. Čakaj, se pravi, okay, osnova je bila, da sem jaz toliko let špilal že v mladinskem orkestru, glasbene šole. Ko je bilo že konc, ko sem šel ven z glasbene, sem velikokrat šel še pomagati. Pol je bil Šenčurska godba oziroma orkester, Kranjska godba orkester in to so bili vse orkestri, kjer si gimnazija Kranj pomagati zraven. Da je tako, povsod si skozi To nekaj moraš kar špilal. znati, ne? To ne moreš kar priti zraven, pa tam neki Ja, no, so smo fake it špilali, until saj you smo make se- it. To moraš kar Ne. znati, ne? Ja. Mislim, je fajn, da ne moreš, fajn, da te znaš. tudi ne bojo povabili, če boš kar prišel, pa kozlarije tam dela. No, ampak ali to je nek temelj, ki se naredi, da v bistvu vidiš, koliko ti to pomeni. Ja. Potem sem pa jaz glasbeno šolo zaključil, res zaključil, ker sem bil vseeno toliko star, da sem je že malo smešen zgledal, da bi tam vsi osnovnošolci, pa jaz 27 let star zraven stal pa igral. Ne? Ja, ne vem, koliko časa je trajalo, mogoče 2 leti. Aha. Pa sem pa tako luknjo čutil v življenju, kar se glasbe tiče, da sem v bistvu dirigenta, s katerim sva čez vse to skupaj hodila, ki je v glasbeni šoli bil dirigent na čez in v godbah. Sem rekel, meni so zmešali, meni res manjka. Ne? Ja. A bi ti, jaz bi ustanovil orkester, a bi mi pomagal. A si za to, da gre v akcijo, pa da se naredi nek orkester. Ja. Ja, tako. pa smo pa probali. Just V like bistvu, that. ja, se pa Ja. bilo pa čisto enostaven. Vabilo, pismo vsem starim glasbenikom, s katerimi smo kadarkoli skupaj igrali, poslati, in ko so se odzvali, je bila akcija na vidiku, sicer nora akcija, ogromen časa vzelo, ogromne nevolje, energije, smo pa naredili 3 kar zelo dobre projekte. No. A, super. Zelo, zelo dobre projekte. Ja. Ja. Kaj, kako si pa prišel v stik z lokostrelstvom? Ja. Temelj se je Ob vsem naredil verjeten na travnikih in v gozdu, kjer smo spet večinoma z bratrancem skozi neke orožja, loke, puščice. Spomnim se, da smo iz puščico naredili iz palčke od balonov. Veš, ko imaš plastično palčko, pa balon ponovadi gor, ne vem, to sem imel od McDonald'sa, od Ovni, ki prodajajo na kakšnih Kranjski noči. Ja, ali pa. ja. No, iz tega smo puščice delali, žebelj, udribolova svin. So bili zametki tvojega rezbarstva tudi, ne? Kaj pa jaz vem, verjeten, skozi smo nekaj prčkali. No? Ja. Ampak tako se je naredil, prvi lok, probo, popravljal delo, takrat se je nek temelj mogel narediti. Pa sem pa v bistvu zagrabil to, kar sem si želel iti skozi proces, da bi čist svoj lok naredil sam. Aha. Pa ne tako odsekaš lesko, malo skriviš, napneš. Proper, To, ne? to Ja. pravi lok. Pač, Pravi lok, ja. Ta pravi instinktivni lok, primitivni instinktivni lok. Se pravi, Noro. neki mizarja je v tebi, neki rezbarja je v tebi. Nekaj mora biti, ker A ne? mi ful diši les, ful uživam, ko delam z lesom, umirjen sem, tako prizemljiv, no. Mal les neko energijo, ki se mi dopade. In ob enem lokostrelstvo kot tako en dober način sproščanja, ne? Ja, pač tak del se mi zdi, narediš svoj lok, narediš sam puščice, pač Ja. potrudiš se, da greš res čez cel proces samostojno in pa je še ta primitivno, instinktivno, ker ni meril, ni merkov, je vse po tako kot metanje kepe. Nimaš merkov, ti klenik roko držiš in ko pride moment, pač veš, kam jo boš vrgel, imaš ta občutek v sebi in zelo kam isto. Ja. Ful dobro, pa seveda skozi proces teh družne tam, možakar, ko to dela, no, Robert Levstek, kapo dol, je ful lepo, dodal zraven, zakaj je pa vse skupaj obstal, pa je ostala not radost, pa veselje, pa želje. Kolikrat zdaj to počneš, koliko redno? Oziroma neredno. Zdaj le v zadnjem onem polletju zelo malokrat, ker sem od fokus res druge, prej sva pa kar nekajkrat tedensko, 2krat tedensko recimo, da sva šla saj na poligon, malo postreljati, podružiti se, pa kakšne tekme organizirajo društva po Sloveniji, pa zdaj to soboto recimo bom šel prav na tekmo, ampak družabno udeležbo, ne tekmovalno. Povezovanje z naravo, pa z ljudmi, kot smo slišali, a ne, nekako daje temelj tvojemu okoljevarstvenemu, ne? Ja. Okoljevarstveni drži, a ne, tako. Še klele malo razložiš, kako si prišel do tega, da si se odločil, ali pa ste se odločili s kajakom prebresti, cel tok Save v Sloveniji?
Save pa Soče, ja. In Soče. Soče smo tudi zdaj. Ja. Začeli ste s Savo, to je bilo od katerega leta? A je bilo to 2021? 2021, 2022? Mislim, da je bilo 2021 smo veslali. Jaz sem katastrofa, kar se tiče za nazaj spomnim datumov. Vse sva, približno. Po mojem, tam sva, nek junija, maja, junija, kar visoki vodostaji so bili takrat in je bilo čudovito za veslati. Preveslali smo, ja, kao od izvira do, ideja je bila do Beograda. Tam se Sava Odona vozli, ampak poj takrat so bili še vsi ukrepi, pa vse. No, kaj se morava kar, se mi zdi, kar ostalo. To je taka zelo pomembna tema, pa razgibana. Vi znamo verjetno kaj več povedati. Čudovita zadeva. Kajak, odkdaj kajak? Ob vsem tem. Kajak. Kje si najdel cajt še za kajak? Ja, sej, če bi vprašal ljudi, s katerim kajakiram, bi rekel, nič te ni na vod, nič te ni na čovnu. Preveč je vsega. Toliko mi pašejo vse stvari, uživam v njih. To sem hodil slišati. Imam mogoče prednost, da ni glih, da se bom 5 let pobijal, preden mi bo malo ratal se pelat, ali z lokan streljati, ali s kajakom voziti. Zelo hiter mi, saj toliko rata, da lahko začnem uživati v temu. Ja, ti se vržeš v vodo in pa ampak računaš na lastne sposobnosti in moč učenja, da splavaš. In to je to. Learn while doing. Learning by doing, ja. Pri določenih stvarih to pač ima lahko posledico, kar ni ok. Recimo kajakiranje. Ne počnite tega doma. Je ena od stvari, ki je pač super, če držiš na nivoju mirnega, varnega, če bi šel pa rad kaj več, pa če ti ne veslaš, pa če nimaš kilometrina vzad, boš slejko prej vsaj tepen, če nekaj hujžga. Ne? In ja, premalo veslam. Fejs premalo veslam. Pa to spočil tudi že kot otrok? Ne. Mislim, itak v vodi z užitkom, nikoli pa prav kajak. To sem pa, ne vem koliko, ampak rečemo, da v poznih najstniških, če ne že 20 plus letih začel. Ne, mogoče 15 let nazaj. In to sem skozi vas ta kako bi rekel, moment odraščanja in radovednosti, testiranja vseh možnih športov, je prišel tudi kajak na vrsto. Tudi Balkan River Defense, ne? Samo gibanje, skje sploh te, zakaj smo preveslali reke, zaščita. To mi povej, kako je prišlo do tega, ja. To se je zgodilo, ko se je rojevala trgovina Krajček, kjer še danes delamo in pač ustvarjamo zgodbo. Pol omenila, seveda. Z moje strani in brat je bil takrat zraven, sva skupaj štartala, na drugi strani je pa bratranc začel z Balkan Rivers Tour. Je bil projekt, ki naj bi se šlo v bistvu ozavestiti ljudi, da je planirana graditev 2700 plus elektrarn od Slovenije do Albanije. Ja. On je takrat ful brsko, kako v bistvu pomagati kolegu, ki je, mislim, da Maranjan rekel, takrat se trudil zaščititi, se je tudi hotel, pač konkretno poseštvanjo. In ko je domov prišel iskal načine, kako pomagati, je prišel do tega, da je v bistvu naš konc še veliko bolj ogrožen, kakor pa tisne. In iz klej prišla ta zgodba. In v bistvu sporedno, jaz sem delal na trgovini, na dviganju zavesti tega potrošništva, je res potrebno, kva imamo, kva hrana pomeni, koliko zastrupljene hrane imamo okoli sebe, kva je tista kvaliteta, ki jo lahko not prinesemo, pa kaj kot posameznik lahko narediš za to spremembo. Po drugi strani bratanca zaveščal, ljudje, samoumevno nam je, da imamo pitno vodo, samoumevno nam je, da imamo tako lepo naravo, da imamo žive reke, da imamo živo gmajno, jutri je lahko temu konc. In se nekako sporedno sta te dve zgodbi raste. Valjda željo pomaga drugemu, na koncu pa samo pet v svoj posel, to kakor pač posel terja. In kle zraven je v bistvu Rok ful postavljal Balkan River Defense, oziroma Turk je pa šel prav v to gibanje Balkan River Defense, jaz pa kakor sem lahko skozi trgovino, kakor sem si vzel lahko prostega časa, sem valjda bil vedno zraven pomagal, kolikor je šlo. In posneli ste dokumentarc. Na to temo, ne? Ja. Koliko časa ste z ekipo to snemali, pa kakšen je bil odmev? Moram kar pomisliti. Mislim, da je bilo vsega skupaj 11 dni snemalnih. Vse skupaj. Preveslali bi hitrej, vodo smo imeli res dobro, ampak zdaj govoriva s kajakom po Savi, ne? To je tista prva izvedba, ne? Ja, letos je bila pa ta druga, ne? Pa Soča. Letos je bila pa Soča. So bile že prej izvedbe s kajakom do Albanije, potem iz Grčije do Nenka, takrat mene ni bilo zraven.
je bilo kar nekaj tega, ampak da bi se pa prav slovenski del celotne sta bile pa Sava 2021, Soča je bila zelo preveslana, bilo tudi film posnet v Soči. Bo, Ja. ali že? Ne, bo. Okay. Zdaj se raven zaključuje tudi kajakaški vodnik za celo Sočo, ampak govorimo celo od To bo Slovenije. pa malo linkov obesla, pa No, to, tako, pa do- kakšne povezave do- do filma. Ja, pa vsak Soča gre tudi po Italiji naprej in se izlije v morje. To je vse Soča. A ne? In tudi mi, ki smo bili na italijanski strani, sem bil jaz tako, to je Soča, pismo, en še sem na dopust. Tok lepo, a ne? Ja. Bila so pa pri Savi. Pri Savi, Prav, tako. 11 dni, 4 kajakaši, oziroma ena kajakaši. kajakašica, 3 kajakaši, snemalna ekipa zraven z 2 kombijem, na vod, z vode ven, na stran, šotor, prespat, zjutraj naprej in 11 dni druženja, Nikoli pozabil, zabavanja. Nor. Res, vrhunska izkušnja. temu primeren tudi dokumentarc. Ne? Ja. Razgiban, živ, tako naprej. Nor dokumentarec. Zgovoren. Zelo. Pa tako najbolj mi je bilo všeč, ker v bistvu si zraven, ko se snema, si zraven, ko se sama zgodba ustvarja, zdaj, ko se pa, kar se pa montaže tiče, pa pač same montiranja, kaj bomo mi pomagali? Nimamo pojma, to ne delajo tisti, ki znajo. Ne? In je tako dober, da nismo nič vedeli, kakšen bo film na koncu. Jaz sem prvič film videl na premieri. In? Ja, noro. Smel smok. Ja, ti tako sem imel smog. Sam košenga, ne, je Ja, vprašanje. pa naježen cel, res, vrhunsko. No? In tudi na koncu, ko sem videl, sem dejansko lahko gledal z očmi, In kako kje si to lahko zdaj ljudje pogledajo? Ne vem, če ti sploh znam povedati. So še določena Bova že, predvajanja, ja. bil je že na RTV-ju predvajan, pa mislim, da bo še. Sprav, kakšnem arhivu. Tako, Ok. drugače pa pisati na Balkan River, Ja, River saj. Defense, na rok pa bo vedno znova Bo smer. preklopila kakšno informacijo, Ja, se mi zdi, da je zelo fajn zadeva. Itak, da je. Mislim, najbolj všeč mi je bilo, ker so se osnovne pa srednje šole odzvale in so za dan filma si izbrali ta film in so v bistvu najeli, rezervirali kinodvorano in peljali otroke to pogledati. In koliko otrok, ki se je zgodilo, da smo tudi daj prišli kaj, pa malo poklepetali z njimi, koliko otrok je bilo na koncu, smo mislili, da bomo kar nekaj gledali, bravo, koliko dober film, z navdušenjem, tako tišina, čez cel film, 84 minut. Kar je pri osnovnošolcih kar Pokazatelj, dober. Ja, pač zanima jih. Ja. In tudi vprašanja, fantastične. Res, mlajši so bili, boljše vprašanja so imeli. Itak, ja. Manj strahu, manj cmoka in taka iskrena vprašanja, out of the box, ne tako, kot smo odrasli navajeni, ki zmer neki pričakovano To, pride. to pomeni, da ste zdaj za naslednjo premiero filma, novega, Ja. glede Soče, ste Ja. že pripravljeni, ne? Malo bolj. a Ja, veš, lej, bomo videli. kako odreagirati tu na tretje, a veš, Ja, ne? saj Kako vi- še bolj ozavestiti folk. Ne? Vse veš, mislim, vsaka izkušnja prinese svoje Ja, čare. Ne? ja. Kdaj bo pa to opcijo? Mislim, koliko je pa ta opcija trajala, ta zadeva? A ste kaj hitreje zrihtali, se je bolj zavlekel? Ne, hitrejše je bilo, ker je vseeno skoraj pol krajš, No, ja. pa tudi dosti bolj živa je Soča kot Sava, saj pač Sava je zgoren del Gorenjski še kar živ, pa se pa fejs umiri, pa je pa to v bistvu bolj usmerjeno jezero. Ne? Ja. Ni spet toliko živahna, kot recimo, pa mi smo imeli res dobro vodo, to moram poudariti, ker če ne bi bilo vode, po mojem 2 tedna veslali plus. Ne. Pri Soči, ne vem, kdaj bo zaključen, oziroma ne vem, kdaj. Ne vem, Ja, kakšni so še koraki naprej, no, ne morem reči. Verjetno nekakšna, ne vem, Facebook stran, kjer se to objavlja. Balkan River Defense. Balkan River ja, ja. Defense. Vse se sproti vodi, evidentira tudi. Nič prehiter, no. Tisto, kar je za zihar, ti si vedno povedan, objavljen, predan. Se pravi, tole vse je bil lep pokazatelj tega, da si zelo zavesten pri tem, kako se vedemo do narave, kako in na kakšen način izkoriščamo njene vere. A je tako? Ja. Kako pridelujemo in kakšno hrano v modernem svetu jemo. A ne? Se pravi, vse to v bistvu te je pa pol ali pa si združil pa v tej zgodbi krajčka, tvoje trgovine, tvoje podjetniške poti. A ne? Tako. Ta skrb za okolje, skrb za hrano, mislim, in vse v povezavi s to kombinacijo. a ne. Se tvoj rek, mislim, rek vem, ki ga imaš zelo rad, je si to, kar ješ, ne, na koncu koncev. Ni tako. Se pravi, treba biti zelo, je treba biti previden, ne, pri tem, kaj daješ. Ja, pa to Vase. ni mišljen zdaj si pa pojedel mafin in zdaj si ti mafin. Bolj je smisel, a ješ živo Ja, to je hrano, treba a ješ razložiti, mrtvo ja. hrano, a ješ ultra sprocesirano, a ješ Ja.
pač direkt zvrta, kakor se le da. Nima vsak istih možnosti, itak je treba se zavedati, da ne more vsak do istega priti. Sam saj aktivirati, zbuditi to pozornost, da ne kar metati vase. In neka vizija, rdeča nit tega je v krajčku, tvoje trgovini, že od samega začetka, ne? Ja. Ki pa seže kam, kdaj si začel, kdaj si prišel na idejo o krajčku, o ekotrgovini, ali kako jo ti poimenuješ, kaj krajček je. Ko jaz rečem, po mojem, največkrat rečem lokalna ekološka trgovina. Alright. Ker je nek hibrid lokalnega, če se le da, če ne, vsaj ekološkega. To kombinacijo. Idealno bi bilo vse biodinamično Demeter, kar se mene tiče, ker že pri ekološkemu jaz zmer tako rečem, ni zdaj čez znakat zgorje pa vse in sploh. Zakamuflirati se vse da v marsikaj, je treba pač malo bolj z glavo stopati zraven, ni zdaj sam, jaz kupujem sam eko, fajn zate. A veš, kaj mislim? No, Čisto je. Ne vem, smo imeli primer, ko je ekološki kmet na tržnici, pri sosedom ekološkemu kmetu je rekel, daj mi na kraj to pa to, svoje vse razprodal, zase pa prunmo kupil. Kle nekaj ne štima. Zdaj jaz mi rečem, ni dovolj samen znakac in da je to. Tudi, ko že veste, dajte se poglobiti, dajte se pozanimati, kakor lahko, po drugi strani pa nekdo pa to zaupanje da. Pravi biološki, ekološki izvor ni tista nalepkica, ne? Seveda ne. Mislim, a veš, velikrat sem že videl, katere certifikate vse rabite. Zakaj? Da jih boste naprintali zraven pa dali. A tako je zdaj to, a ni, da jih te imamo in te lahko damo, ostalo, ne moreš vprašati, kaj rabiš. Zametki trgovine Krajček sežejo v letu 2015. Tako je, oktober. 9. oktober 2015, mislim, da je bil petek, kjer takrat sva z bratom skupaj delala. Tudi skupaj sva štartala z idejo, pa so pa hitro on svojo pot, jaz sem pa naprej peljal trgovino, pa je širt začel. Si se vrgel vodo, tako kot si ti najbolj vajen in to je to. Tako. 9. oktobra je bil petek, ko sva rekla, smo še pripravljali trgovino, zrihtali in tako, a moramo še malo pobarvati, še nekaj je bilo, ne, dosti je, odpri pa pač nehajmo komplicirati, ker če ne, to lahko še 3 mesece pacaš not, ne. In je bilo dejansko, da sva popoldne na petek kar vrata odprla, urnik dala gor. Vsaka čas, ko v filmu, to je. In pa je kar sedel not in, a veš, prvič greš čez tako izkušnjo, zanimivo je bilo, kar čakala sva tam, pa kavico pila, pa malo gledala, pa en not prišel, pa se ti 2 posvetita, in tako, okej, kaj pa je to, ne? Dobro se spomnim, dobro. V bistvu naslednji dan je bila pa sobota, je bila pa uradna otvoritev. So pa prišli prijatelji, družina, folk smo jih povabili. Kranjčani, ki so videli, da se vzul nekaj dogaja. Ti se je bilo pa kar zabavno. Takrat sem si na prvi delovni dan, se prav spomnim, je en kolega prišel, ki je rekel, daj, vse je že na kupu, že na stran dal, prav, daj mi še polovičko v suhe klobase odreži. In jaz veš to raz nepripraven, nož z levo roko nam je z desno, moram prav pogledati. Ja, tako je bilo, z levo roko sem nož parjel, na desno rokavico dal, kontra, kakor pač zdaj sem navajen. In sem nekako parjel klobaso in hotel napoldati in koliko sem klobaso napoldal, sem si še kapco prsta odrezal. Nože imam pa zmer tako na brušene, da je katana, In jaz odrežem, odložim, stisnem nazaj, rečem prijateljci, daj me zamenjaj. Pa sva šla, ne, Vse zato, da se zapomniš, ne, ti spomemben dan. Vse zato. Vse, v lekarno so mi povili, sem od lekarne nazaj prišel, samo po mojem že 2 deci krvi v mu prstu nos. Sem šel sam naprej na urgenco v Kranj, je bilo prevelika gužva v Tržič, tam so me zaflikali nazaj v trgovino in delati naprej. Kjera zgodba. To sprav špar za danes, ne? Nisi mi nikoli povedal. Zdaj sem se jaz spomnil. Ogromen zgodb je, ko se jih ne spomnim, ker, a veš, jih mora... Dobar, saj eno tako res sočno so vlekla. Ja, ampak je bilo ful dobro. Zaključili, vsi prijatelji so na koncu pomagali pospraviti in pa smo šli skupaj v Ljubljano in še malo se podružili, še malo večernega. In od takrat naprej si 4 leta delal brez prekinitve, je tako? Brez dnevnega dopusta. Dokler nisi pač stvar postavil na noge, oziroma ste postavili, ne? Vem, da si ne jemlješ zaslug, pa to še zdaj ne. Smo ugotovili, da si itak ekipni.
ekipna persona. In potem je nastopil COVID, ne? Ker ste lepo, tako, ker ste vse to lepo postavili. Ja, Do 2020, lih fajn, ne? Dejansko smo Mišice dobili, je pa tako, COVID. lih padali v rutino rednega treninga, v mišično maso smo nabrali. Ja, ti si bilo. Koliko je bil pa to? Jaz je bil kar šok. Je ne? udarc, ja. Ja, ono. Valjda, da je bil. Nismo imeli nad spleta postavljenega. Je bilo, ampak bolj informativno, kot prodajno. Ker do takrat so se ljudje pač oglašali v trgovini. Ne? Seveda, fizično. Pa jaz sem pač človek, sem tak. Tako je. Zagovarjam gotovino, zagovarjam fizičen obisk. Razumem, da je interakcijo, splet, razumem, ja, da je poenostavljen, ampak tudi razumem, kam to lahko pelje in srečem, dej, malo ven iz cone obdobja, pa še vse en. Je treba kaj narediti, tudi če ni najbolj enostaven, zato da nek zdrav balans ohranjamo. Ja, ker jaz sem res, mislim, priča pa mrzkdo drug, ne, da ne samo kvalitetna prehrana, prehranski dodatki in vse to, ne, vse to ponujate. Ja. Ampak poleg tega, kakšno energijo ta trgovina oddaja, ne, energija pa vemo, od kje prihaja od ljudi, ne, pa zaposlenih tam noter, je to nore, to je nekaj posebenega, ta krajček. Je lepo slišati, dejansko. Res. To, da ne pozabimo. Pol, se pravi, se je bilo treba pa pobrati, ne? Kako spaklele, ne vem, stisnil zobe, kako si se iz dneva v dan budril pa to, Ful je zanimiv. da ste ohranjali kisik. Ja, to zanimivo je, s kje energijo potegneš. Že prej do tega se skuraš, če skozi delaš, ne, vseeno, kakorkoli, pač ni najbolj enostaven. Iskreno si rečemo, je pač vrsta posla, ki ne nosi neke bogatije, pač nos možnost kvalitetnega vnosa hrane zase, nos možnost normalnega življenja, je pa pač normalen deloven posel, kjer je treba zavihati rokave, pa biti prisoten, pa delati zraven. Jaz imam malo brenzo, ker toliko nisem za vse te možne socialne, medijske, ne vem kakšne izpostavitve, da boš res zaradi tega prodajal. Meni je bilo zmeraj tako, ne, nočem, da krajčka enačijo z mano. No, enačijo s krajčka. Ja, ne pa Branko, ti si brez krajčka. Ja, pa kva pa, če mene jutri avtobus povozi, pa pač nav več dobre trgovine, če mene nav. Ne, mi moramo nekaj dobrega ponuditi. Super, če ljudje radi tudi zaradi mene pridejo, ampak ne jim bo trgovina tista osnova, za kva pridejo. Ne, dajmo narediti trgovino tisto, na katero se v človek spomnil, ne vem, na katero kar bo človeku dal nek upanje ali pa neko... Se pravi, pojavljanje na socialnih omrežjih ima tvoja boljša polovica, če je spol. Ja, jaz to vse stran, kar se mene tiče. Sploh ne bo obstajal Instagram krajčko. Nataša, hvala, da se pojavljate. Če prvi Instagram je odprla od brata žena. Jaz sem mislil, da sem jo zmešal, jaz sem bil, kaj s tabo, to už zdaj ti delala, jaz tega ne bom delal, pa ona je, te niče nimaš tega, ja pa me pa ni, pa mu pa zaprl. Tako, to sem konkretno ustrajal, da ne. In pol tudi, recimo Nataša, ki so se mi spoznala, ona mene ni mogla najti povezave mene s trgovino. Ja, pa to se mi je čisto super zdel, še danes imam ta del mišljenja, da je čisto okej. Ampak ja, pač smo, kjer smo. Imaš oba dela osebnosti, ne? Ta samotarski del, plus tist, izpostavljen rad med ljudmi, no? To hočem reči tudi, ne? Oboje. Uživam, pač rad sem med ljudmi, vsak reče, te stranke ne pijejo. Ne, pač res ne. Kakor se pustiš popiti, tako je, se lahko sam narediš hitro, neko mojo po distanco, ampak imamo take stranke, da je... In po covidu ste zrihtali tudi spletno stran, pa ste začeli malo spletno prodajo ukvarjati. Smo, sicer je, veš, kako je to, ne? Ker že cel svet dela na polno spletno, pa ti rečeš, no, bomo še mi zdaj, nekaj prodora ne moreš narediti. Ampak smo postavili, popravljali, zrihtali, toliko, da smo na spletu, se tudi premika, naročila so začela padati. Je postavljen, je bil pa kar težek, ko bi rekel. Zdaj pa spet, recimo, težko normalno plezanje dihate. Ja. Zdaj smo začeli šele, se kar poznaš. V enem let dol padeš, se kar nekaj let pobiraš. S takmo poslom. Pa dodali ste tudi dejavnost cateringa, in sva vidiš na začetku debate, ki si rekel, s kje si prišel. Da si postavil en catering, pa spolletu v Moravče. In to mi je ful všeč. Cateringi mi ful pašejo zraven. Pa tako smo rekli, smo res začeli usmerjati v tisto, v čemer smo dobri, no. In to so te samopostrežni, hladni cateringi od A do Ž. Tudi klele bo obesla kakšen link, se mi zdi, da je fajn, če si ljudje malo pobrskajo, ne?
Right. Ja, zdaj smo lih brošurce naredili prav za to, za podjetja. Ker se mi zdi to tako, jaz sem najbolj uživan zdaj, ko sem na dostavi, v smislu naložim robo, peljem v firmo, postavim catering za zaposlene, pa ni to catering kot catering dogodek. Najbolj je to, ker imajo to za določena podjetja, ki so videli v bistvu, da bi ponudili zaposlenim, da imajo lahko vmes, ko glava začne pešati nekaj, da se umakne, malo sadja, kakšen jogurt, kombučo, kakšne oreščke, pekovske, lih tako, nekaj malega, da ima zraven, se usedajo v kuhinjo, malo poklepetajo, podebatirajo, kolikrat sem dojel, da si mnenja izmenjujejo vmes in je ful velik plusov je prinesel tudi podjetju. Dodajaš produktivnosti, vidiš? Ja, a ne? Na čist tak posreden, učinkovit način. Ogromno jih je na koncu rekel, ni tak strošek, kot je pozitiven način pri zaposlenih. Ja. Lej, pa si omenil glavo, pa razmišljanje, pa imam jaz vprašanje, pa sta zapisan klele. Kakšno vlogo v tvojem vsakdanu dela refleksija, razmišljanje o samem poteku dneva? Si daš kaj opravka s tem? Ja, itak, da si dam. Prej sem še sploh dobro delal. Kako se je lotiš? Do konca leta, v letošnjem letu nisem tako priden, kot sem bil do decembra lani. A sem decembra, januarja sem prišel do konca, sem si vsak jutr pa vsak večer zvezek pisal. No, to. Ko sem dan začel, pa kako ga bom zaključil. To sem te hotel vprašati, če pišeš. Ne, imam že kar konkretno polico zvezkov popisanih. Lani sem pa rekel, zdaj bom pa naredil pauzo, kakšno leto, pa bom pa še enkrat šel čez proces, pa bom pa malo primerjave naredil, kaj se je zgodilo eno leto. Zato, ker ful zanimivo mi je bilo to gledati, ko 5-6 let pišeš, moraš pa primerjati za nazaj. Pa najbolj zaboli, ko vidiš vzorc, ko ga ponavljaš določene po več let. V bistvu vsega se zavedaš, vse veš, vse si pišeš, sam nič nisi naredil. The best. Mislim, je udarc konkreten, ki tudi zaboli. Dobra metoda, ja. Ja. Ta prekinitev pa to. Mislim, pa nehaš, bom videl, kakšna bo prvič on zdaj naredil. Je zanimivo pogledati. Meni se sliši smiselno. Zelo. Ja, tako kot naredil sem vmes tudi prekinitev s športom. Ne za nalaž, se mi ni pasala. Mi je bilo pa ful dober uvid, kako telo začne pešati. Kako telo, če bi tako nadaljeval, kakšna prihodnost me čaka. Noro. Trojna motivacija, da to ni za me, to ni za moje življenje, ker če bi tako nadaljeval, grem lahko v propad brez problema. Zdaj pa konstantno delaš vaje za moč, ne? Seveda, najbolj. A meditiraš tudi? Ja, to zvečer jaz delam. Večerna meditacija, par minut. Ja, pred spanjem, ali se usedem, ali najboljš mi je usedi. Vsem, če se uležem, če sem preveč utrujen. A probaš odmisliti vse, ali se, mislim, ne vem, ali privabaš tiste lepe misli? A veš, kakšna sorta meditacije? Ne, prav meditacijo grem na umirjanje uma, da mi neha begati, pa na konc, kako se reče, into the void. Aha, ne, da se povežeš. Ja. Da greš v svoj center. Dobim, tako je. Ja. Zato, da ne želim pa vse možne misli usanjene. Kolikrat na teden ti to rata? Ti to rata tako, res vsakodnevno, kakšen dan že spustiš? Pridejo dnevi, ko si tako skurjen, da se uležeš sam. A veš, najlepše mi je bilo spoznanje, tudi če imaš sam 5 ur spanca ali pa 3 ure spanca, 5 minut tega ti bo vsaj bolj kvalitetne 3 ure narediti. 2 ure 55. Ne bo na nič slabijo. Veš kaj, če sem zaspan, moram, daj no nekaj, 5 minut razlike na nič naredi, razen da se boš pomiril, boš zaspal v 3 minutah, ne v 15, in si v bistvu še zmer nekaj naredil. Problem je pa, kdaj bil čez toliko utrujen, da se usedeš, da greš v meditacijo in se najdeš nek čez 2 ure. Ja, ampak nič narobe s tem. Ja. Celo je pač rabilo to. Očitno. Kaj te je naučilo podjetništvo? Tako, number one lekcija, recimo, za life. Zdaj smo pa dobro. Number one lekcija za life. Ali pa ena od vse. Pa bi rekel, da jo bolj zdaj spoznavam, kakor ne. Da je pri zdravem podjetništvu ena od stvari, ki je zelo, zelo pomembna, struktura. Kako delati, imeti strukturo. Pač strukturirano delati stvari in biti organiziran.
To sem videl. Ne begati. Ne, sploh v takih majhnih, ko nimaš enega za eno stvar, drugega za drugo stvar, ampak ko prevzemaš marsikatero vejo posla, ja, če ni strukture, slej ko prej pride faza razpadanja, ker ne moreš več nositi vsega v spominu, na hrbtu, v odgovornosti, pač ne gre. A bi imel še kakšen drug tip trgovine? Vzporedno? Ne, ali vzporedno, hipotetično se pogovarja. Ne. Ne? Ne. Bi prodajal, ne vem, kolesa. Ne. Okay. Sploh ne. Bolj, če bi vzporedno v karkoli, nikdar ne bi zdaj kar nekaj še s trgovino šel zraven. Če bo možnost, oziroma ko bo možnost, si bom raje želel kaj kreativnega dodajati zraven. Pa na koncu se ne bi čudil, če bo to les. Ja. Kaj narediš na slab dan, če ga imaš? Zdaj, če je grozen slab, se pravi, da ne znam več kontrolirati poteka, kva bom delal pa reagiral, takrat tudi dobim kdaj tri okoli kepe. Ja, kaj ti narediš? Ja, daj, lic nastavam, Greš v gat. se prav branim. Ja. Zato si treniral vrelne veščine. Ne? Najbolj vesel sem, če saj na konc dneva se srečam, pa si rečem, kaj pa je bilo to? Kaj pa Aha, da se vsaj tisti moment ostavaš, pa probaš. Ja. Trezno pogledati na situacijo. Ja, itak, najboljša refleksija je pa doma, ne? Ker ponavadi toliko si močen, vseeno, da ne bom pustil, da bom razpadel tam, da bom že speljal, bom že umirjeno naredil, bom tudi, če bo ne vem koga vse gorel, bom že speljal, vem, da bom. Ja. Ampak pok si pa doma v varnem okolju, tam, kjer se pač izraziš 100%, takrat pa je doskrat to ful močneje vam pride. Ja. Pa si pa rečeš, pismo, zaradi posla in vsega smo zmer pripravljeni malo požreti dol, stopiti stran, doma pa ne šparamo. Ja, valjda, sej to je tvoj varna cona, tam se lahko izraziš in daš stvari ven. Ja. Dobro si to povedal, ja, res. Mislim, It applies to all. Na vse, jaz mislim, da imamo čisto se soočamo s tem. Ja, ampak je taka tema, da se ne omenja. Je bolj tabu, če tako pogledaš. Ja, dosti, sam jaz si pa rečem, dajmo, škokrat sem pogoril na tem izpitu in najbolj vesel si, da si rečeš, aha, ok, čak, le kva naredim. Klem zdaj mora biti lahko začel vam plezati, klem zdaj lahko začel kaj natendirati. Kle, ka se vzdogajajo, bom sam rekel, nisi kriv, sam trenutno razpadam, pa moram nekaj vendati sebe, enkrat mi je, ko sem bil pri enem astrologu pač dobu sem zadaril obisk pri astrologu, pa je karte pogledal, pa tako gleda, pa a imaš ti kakšen adrenalinski šport? Imam, ja. Kva pa imaš? Pa jaz downhill, full rad grem z biciklom dol s hriba. To smo omenjali. Da mi odpremal kajak, kaj taga, tudi v hribe gor, na kakšne bolj super. To nikoli ne smeš upustiti. Zakaj ne? Prav, zato, ker to je ventil, da dna v film pomočil. Ampak kaj ne, pa bolj začneš kopati, delati, rečeš v redu, se lahko že kaj sprot spuščam stvari. Ne rabiš zmeri pustiti, da se bomba napolne, pa da jo moraš pa nek odvetriti. Ker se veš, če pa kdaj brez občutka ostaneš, pa to bombo malo preveč obremeniš, se pa tudi s kolesom nek stresa. Zakaj bi? Dobesedno eksplodiral. Ja. Pa tako, prideš domov, vidiš, da vreš, daš zavri, povej, za kva vreš, skomuniciraj, pa kad ti to rata, ti rečeš, opa, se ni treba zmer se nek na glavo vrš za to, da sem sprosto lahko tudi sam vendam. Bravo. Da se zastopimo, ne rata to vsak dan. Velikrat pogrneš tako, da na plohu daraš spaca odtla. Medijano malo v mislih. Ja, mislim pa se pot k napredku je, da se začnejo premiki delati. Ja. Gledaj, sem si tale zacrtal eno zadevo. Kdo vse so zaslužni, da si, kjer si, da le imaš šanso, da se malo zahvališ? Najprej bi se rad zahvalil svojci. Ne, ker si timski, že zaradi tega, ker vem, da... Mislim, kako je, skozi cel življenje so se pojavljali, pa ne. Se ne rabiš poimensko. Ne, ampak tisti, ki me že cel življenje spremljajo, absolutno so zaslužni. Seveda, starši, družina, to je pač neka osnova, od najbližji so bili zmer, oba starša, brat, bratranc, pa naprej, družina je tista najbolj oska, ki je skozi v tem, pa je prijatelji, ker dejansko imam prijatelje že iz osnovne šole, smo tako povezani, neverjetno. Ja, to je tudi redkost v bistvu. Da od takrat vlečeš. Pa hvaležen sem, res hvaležen za tako prijateljstvo. Pač ni danes tega in se zavedamo, da imamo kar
srečo. No? Pa je tak, pač boljša polovica, Nataša, valjda, da to je, kar je zraven. To je napredek lahko, pač ko kar si gledaš, je bolečina, je trpljenje, ki ti odkriva določene lupine, ki jih prej nisi pač se zavedal morbiti, ali pa jih niti videl pri sebi, pa kar začnejo vam prihajati določene stvari, pa če je volja še dela na tem, pa tudi vidiš, kam greš, kaj se spreminjaš oziroma kako napreduješ. Tako da to, absolutno. Pa še kot sam, muska, šport, delo samo, šola na koncu, tudi neke smernice dala zraven, siguren pa izkušnje, pa pač trgovina, pa izkušnja s trgovino, sodelavci. Ja, ful je lepo videti, tudi ta del daš, dobiš, kako med nami tečejo stvari, kakšen odnos je, kako je na koncu. Ni klasičen odnos, tako kot so pač ga v firmah navajeni, ampak je nek drug nivo. Vse kdaj zaradi tega tudi kaj zaboli, ampak ko pa pride radosten občutek, je pa ta 10-krat močneje, po mojem. Cool. Amplitude so večje. Bravo. Zdaj prihajamo k zadnjim vprašanjem. Vem, da se sproščaš tudi z branjem knjig. Ja. A ti kdaj kjer pride na misel tako? Ali pa bi dal kakšno knjižno priporočilo? Ja, zdaj, nedolgo nazaj sem bral en čudovit učbenik, ki mi ga je prijatelj posodil. Od Eckarta Tolleja in sicer zdaj. Knjiga mi je bila res... Jaz sem imel toliko let na policah, doma smo jo imeli, že v moji mladosti. Jaz te knjige pač nisem vzel, nikdar in je nikoli nisem prebral. A je zdaj z unimi zlatimi črkami? Ja. Jaz imam to verzijo. Modra knjiga, ja. In pol, nedolgo nazaj, zdaj pa jaz vidim, da letam v možganih vse naprej pa vse nazaj, res se malo zgubljam. Ta be in the now, nič se ne dogaja okoli tebe, to mi nikoli ni dišal, ker je bilo zmerno, se mi zdi, da napačno interpretiran, malo zamanipulirati, pusti težave okoli, to niso tvoje. Ja pa so, jaz živim v tem svetu in pač tudi, če se jih bom ignoriral, kam na cesto stopil, bom še kar klufuto dobil. A ne? Po mojem, da me je skozi to malo nazaj držali. No, pa sem pa končno zagrabil, zagrizel, vrhunsko. Mi je bilo pa v smislu zelo všeč v bistvu, ne ignorirajo vse, ne, sam ne lutaj, kek ni treba, pa ne zgubljaj energije za stvari, ki ne obstajajo, ampak bo prisoten. No, in pa si naredil povzetek od 2 stavki. Čist. Ampak je to. Ampak, kratko, skrajšano, res je, to informacijo sem dobil, no in mi je bilo tako, pismo, tukaj pa nekaj vibrira z mano, tukaj pa nekaj štima. No in pa so se še midva srečala in sem povedal, kjer knjigo berem, si bil itak, se nasmejal, si bil vesel in tako sem prišel. Jaz si bom mogel spet malo vzeti v roke. To je tako, kako je pa učbenik življenja. To nisem prebral. Ne, to bereš. Dokdaj je pač skozi, oziroma takrat, ko začutiš, da rabiš malo podpore, motivacije, da se malo spomneš, no, vse to imamo v sebi. No in učbenik je bil ful lep prikaz tudi same prakse, uporabe. Kar mi je zelo zanimivo, ko spoznaš neka orodja, ki lahko delaš, meni ponavadi se zdi, da grem ne na slabš, ampak v bistvu očala dan gor, kjer se kar naenkrat vidi ful stvari, ki jih prej nisi videl. In rata teži. Zmer mi rata teži. Pol je pa v bistvu skozi ta proces delanja, videnja, ozaveščanja, pa je ta težek ful lahek postane. In pa če bi dal očala dol, v bistvu sploh nič več ni. Dobar, super si razložil. Kaj dodati? Najboljša muska ali pa tip muske, poleg bobnanja. A kjer inštrumenti, a prav zvrst muske? Zvrst muske, ja. Rok. Tako kot življenje, vsega, odvisno od počutja pa. Rok. Ne morem se, res ne morem reči, nimam favoritne skladbe, nimam favoritnega benda. Žanra tudi ne. Žanra sploh ne, kakor se počutam, tako pa to pa poslušam. Se pravi, glasba v vsakem primeru igra kar velik del tvojega vsakdana. In tudi ta glasbeni nabor, ki ga imam, mi je zelo všeč. Potrdi, kdaj tudi komorkoli, kjerkoli, nekako sem, kdorkoli, karkoli posluša, vedno poznaš in lahko prideš zraven. Ne vem, to me je po mojem muska naučila poslušati glasbo. Ker mi je vsak, kakšen dober komad. Ne, meni zmeraj tako, ta prehod, olekle te inštrumente, kakšna trobenta lepa, a veš. Samo to moraš imeti enega zraven, ki to sliši, a veš. Jaz recimo imam tudi prijatelja, Alex, če tole gleda, živijo, ki obvlada te stvari in me je naučil poslušati musko. Tako, kot si ti rekel. Lej, to je ta prehod, a slišiš to zadnji. Meni prej, pa sem slišal, ampak predtem
Veš, Samo vse skupaj. Ja, tako, ne. Sej, ja, a ne, je lepo, mojstrovina to, ja. Je lepo, da skupaj štima. Da je tudi fajn, da reči, oj, klemi pa čist preveč basa zraven. Pač povozili je, ne vem, flauto, ki ima tako lepo melodijo v zadej, zakaj on lup s tako težo. Pok začneš take stvari, ok, dajmo zdaj drugače poslušati muziko. Tako. Ko je pa lahko zelo enostavna skladba, pa vidiš tako kvaliteto v zadej, da... Ja. Najboljši film, ali pa eden boljših, tisti, ki ti pride na pamet. Televizija nima doma. Se ve. Kakšen film naj. Ampak kakšen film pa si pogledal, ne? Ja, seveda, da sem film vsake kvadre. V zadnjih časih sem kar tako, že kaj dobrega uporabam ga prišlo. To se tudi jaz sprašujem. Mislim, imaš te stare kultne klasike, ki sem jih že odprej gledal, pa ne bo, ne vem, Kaznilnica od rešitve, do Botrov. To so mi bili vse dobri filmi, še z mladostih se jih spomnim. Zdaj sem gledal en dokumentarc, ki mi je bil zelo zanimiv, Alpinist je naslov. Alpinist in je od enega Kanačana, mladega fanta. To so že zadnjič ugotovili, ni Alex Honnold, ne? En drug je. Alex je del tega dokumentarca, ker govori, da je ta fant trenutno njemu alfa in omega plezarije. Kdo pa je to, pa je bilo dobesedno en Janez Novak iz ne vem kje. Ja, ki se izmika socialnim omrežjem. Ne obstaja. Hudo. Ja, noro. Alpinist. Alpinist je po mojem naslov, dokumentaren film. Ja, zanimiv. Predstavlja v bistvu zgodbo mladega fanta, ki to dela res samo za dušo. Ni enega vzvoda, komu, zakaj bi to delal. Še ko so vse hoteli snemati skozi njega, je bil on tako, jaz plezam sam, mogoče bom za vas kaj ponovil, da boste videli, ampak ne želim, da je kdorkoli prisoten in da sploh noben ne ve, kje sem, kva delam. Pa to govorimo plezarijo, ki se je tudi Alex Honnold ni polotil, recimo, ki je pač prenevarno. Hudo. Ja. In pa je ta vprašanje, zakaj? To je vse ko se reče, prosto plezanje, brez štrika, brez vrvine. Po ledu, po snegu, s cepini, z derezom, z golo roko na -10, visenju. Čiste Tarzan scena, ja. Zakaj? Prosto se zavedam nevarnosti, zato se počutim živega, ker je to 1000% predanost. Jaz mislim, da takrat je pravi in da now. Ko se nekaj zgodi, kjer ne razmišljaš, ko boš naredil, ker dopustiš, da iz svojega jedra reagiraš, takrat vedno prav stvari delaš. Takrat ni, a ne iz leva, a ne iz desno, a ne grem kje, a ne grem tja. Takrat sam delaš, ker veš, kaj moraš delati. In v takem primeru... To bi lahko že bil tak zaključen citat. Veš, kaj zadnje vprašanje ponovadi imam nekje v tem stilu, kaj je tvoj, tvoj najljubši citat ali pa napotilo, navodilo za življenje. Kaj je tvoj? Mislim, to je že kar velika, ne? Ta del se mi zdi, ta del je spet nek povzetek, lahko rečeva, in učbenika in knjige, kar bereš noter, nekaj tako. Ko si v temu zdaj, pa ni vprašanj zraven, pa pač vse je in štima. Vse se je vsak znajdu, pa ne bo to, ponavadi so to problemi, ponavadi so to nesreče, kakšne take stvari, takrat reagiraš, takrat res iz sebe pač narediš, kaj jaz vem, kako ne sploh to opišem. Se lotaš. Se lotaš, ne razmišljaš, ker ni joja, bom zdaj tako naredil, bajta se trese. Prva stvar, ko boš odprl, ali boš šel ven, ali boš šel pod štoke, nekaj boš naredil. In tisto, kar boš naredil. Kako ti večkrat rečeš, lot se, brez nič ni nič, če bo ratel, bo ratel. Če nemaš lepa izkušnja. Ja, točno to. Drugač pa citat. Enega imam, že od začetka imamo pred trgovino napisano, spremeni kot v smislu svoj svet, pa se bo tudi svet okoli tebe spremeniti začel. Veš, kaj vsak tako, ko bomo naredili, se nič ne moramo, vse gre super, še en izgovor, še en lenuh, ki se mu nič noče narediti. Rihtaj svoj life, bo to vzor drugim. Ko domine se bojo spremenjali okoli tebe. To je tako dokazljivo, pa ko se reče measurable, da se da meriti. Ja. Najlažje reči, ne, itak je že vse prepozno. Je kar fakt, je kar dejstvo. A ne? Branko, ko ne rečem. Pa ni že kar mi je, tako lešlo. Ja, nekaj bova sem se pustila, veš. Se veselim. Lepo, da si v letu. Z veseljem. Ja, tudi ti ostani taka svetla točka te družbe še naprej. Bom. Vse dobro. Bom, hvala enako. Ful sem vesel za povabil, da. Hvala ti. Z veseljem, ful je luštvo.
Lepo se imejte. Čau, Čau, čau. enako.